Ni malo Slovencev, ki v zadnjem tednu decembra pripravijo kovčke in odpotujejo daleč stran, največkrat v tople kraje. Mi odhajamo na Tajsko. Nekaj malo bolj daleč. Turistične agencije ponujajo marsikaj, v decembrskem času si močno manejo roke. Bistvenih odstopanj v primerjavi z lanskim letom glede povpraševanja ni, oziroma smo mi v decembru celo je z nami potovalo nekaj odstotkov več gostov kot lansko leto. Čeprav je obisk evropskih prestolnic in Kanarskih otokov v tem času klasika, sodi eksotika med sila priljubljene. Grejo na potovanje v Iran. Že od nekdaj smo si želeli jeti, pa je bilo pa zmeraj predstavljanje, pa je bilo kaj narobe dol. Zdaj smo se pa pred enim tednom odločili, da greva. Za takšna in podobna več kot teden dni dolga potovanja s turistično agencijo je treba odšteti pošteno prek 1500 evrov. Se pa začenja recimo enodnevna silvestrovanja na Dunaju v Benetkah nekje od 47 evrov naprej, potem nekaj dnevni izleti tam 100, 200 do 500 evrov. Seveda se pa nekateri odločajo tudi za daljša potovanja, mogoče bolj eksotične kotičke, tam so pa seveda cenovno aranžmaji tudi dražji. Slovenci sicer Božič radi preživijo doma, za Silvestrovo pa pobegnejo. Še rajš vidva, da se izogneva tej noriji tukaj. Za Silvestrov grejo zato, ker imajo že kar neko tako tradicijo, da grejo ne dvakrat na leto na daljšo pot. Drugače pa za Božič smo vedno doma. Umaknemo se, predvsem to. Zdaj smo se nekako odločili, pa gremo na treking. Na letališčih po vsem svetu se gneči zato ni mogoče izogniti, na našem majhnem je te dni prav tako živahneje. Za zamudnike, ki se še niso odločili, ni prepozno. Prve rezervacije se dejansko začenjajo že septembra in do decembra je že zelo veliko destinacij in kapacitet zasedenih, no se pa seveda nekaj kapacitet na določenih izletih še najde tudi v zadnjem trenutku. Morje in poletne temperature pa niso pogodu vsem, nekateri ostajajo zvesti belim strminam ali domačim logom.